No, prej sem te vprašal, gnezdo je z ilovnatimi imeti začel, ampak zdaj imate vi pa še zelo veliko drugih stvari. Ne? Zdaj, tako se pogovarjava, da bo kdo mislil, da je to EPP ali pa da si sponzor ali pa tega. Ne, ampak lej, nima to veze, nisi kdo mislil, ker če ne, nisi, noben sponzor. Ampak to je tema, ki me zanima. Ne? To je tema, ki me zanima in jaz tebe osebno v resnici zelo malo poznam. Poznam te potem plati in zato se to meni. Pa dejva še kakšno reči o tem gnezdu, pa šla pa na itak. Kaj da? Na temo ekovasi. Ja, tako, vse to. To me pa še čaka, to je pa ta tretja. V moji strogi strukturi. Ja, ni tako stroga vidim. V bistvu, skozi raziskujemo, ker vemo, da se ta zadeva razvija in skozi pač spremljamo, kaj se na trgih dogaja zunaj, kva je noga. In pač te novosti, ki so že pripravljene za uporabo, pripeljemo v Slovenijo. In pač tukaj poskušamo najti arhitekte in jih navdušiti s tem. Ti si en tak, ki se ga da navdušiti, pa tudi še ga drugega. Tako da to je nekako nek smisel tega našega centra. To si tako rekel, da moraš mene zelo navdušiti. Ne, samo da ti pokažem, pa povem. Sem jaz tebe moral skoraj prisiliti, da se mi ti zid zbutal tam v stični. Ja, ta zid je bil res dober. Tiste črte so me prvo malo zmedle. Tako različne barve, ilovce pa to. No, tako je. To dela. Se pravi, vse nove stvari, ki prihajajo. To so zdaj moraš vedeti tako, vsi iščejo rešitev. Mladi investitorji, arhitekti, razvojniki, posod po Evropi iščejo rešitev, ki seveda govori zmanjšanje porabe energije, krožno gospodarstvo, reciklaža, v glavnem vse to. Ker to razmišljaš o tem, potem prideš do enih in istih odgovorov. Ko sem prej govorila o teh piramidah, ker niso pa se posla. Glavnem, ker razmišljaš, da ne smeš priti do tega, ni drugega. Material je dostopen povsod, zelo pač ne obremenjuješ okolja, recimo konoplja, ko narediš izolacijo iz nje, se pravi, posadiš konoplo na polje, ne treba nič špricati, pa nič konoplja celo v bistvu dejansko obogati zemljo, ali očisti, recimo, če je bilo to prej neka njiva, kjer je krompir rastel, pa take stvari, pa so ga špricali. In ti to požanješ, narediš izolacijo in naslednji let spet zraste konoplja in požanješ in tako in gor in nič se ne zgodi. Recimo, vse druge izolacije pač porabljajo neke vire, ali moš nekaj skopati, pa nekaj segreti, pa nekaj razpihati, pa nekaj narediti. Tako da, če razmišljaš, prideš do tega. Zdaj, enako velja z ilovnatimi imeti, enako velja tudi z drugimi stvarmi. Sam se pa zgodi nekaj. S temi kemičnimi materiali smo se malo razvadili, pa smo razvajeni, zdaj ta civilizacijski napredek, to razvajenost tudi ne moramo kar tako spustiti. Tako da se v bistvu, če smo striktni, pa v bistvu gremo v ekologijo tako orto, moramo spremeniti svoj način življenja. Dejansko ne moramo si nekih stvari prvošiti. Ne morajo biti v bistvu, barve vodoodbojne, ilovca pač taka, da jo z mokro cuno brišeš. Stvari okrog tebe se mogoče starajo malo hitrejš, nekako vse je fajn. Pa kaj? Fajn. Ja, fajn, ja. Ne pa ti hiša je skozi ista, ti pa skozi starejša. Dobre. Morajo tudi stvari oko tebe malo, propadati. Ne, sej. Tako, v glavnem, v bistvu treba je spremeniti način, oziroma gledanje na svet, na svoje življenje tako malo. Ja, to spustiti, mislim, jasno, ko se ti useliš v novo hišo, gledaš vsak tole počel in tret, te vse mota. Za naju, za Lenko je bila katarza, ker smo prvič oddali hišo za snemanje oglasa. To pa pride ekipa, 60 ljudi, kamere, četrta, in kar naenkrat se zrihtajo hišo, zelo pazijo vse nazaj, ampak to narediš parkrat, pa začne hiša vseeno se ji malo poznati. Ampak to je bilo za naju fajn, takrat smo pa malo spustila. Ni treba, lahko je razpolce, lahko je parket, to in tudi. In tudi, recimo zdaj, ko smo imeli požar v garaži, pa so pol gasilci celo bajto zalili za tega. Nisem to nič slabega rekel, vsaka čast gasilcem, z njim se zdaj priklonem tisti
promil dohodnine in vedno jaz njim dam to gasilci so zame itak cari. Ampak takrat je voda pač ležala 24 ur na nekem parketu in tisti parket, ker je bil čiščen, da smo ga morali zbrusiti, pa je ta vezan, pa je malo preveč bilo posnet, pa se je zdaj malo vzdigal. In vsakeč ti zgledam pa razmišljam, a če to zamenjati? Pa zakaj bi? Pač kaj malo bolj suho, tako pozim se malo napne, pa malo ven gleda, polet malo se napije, pa gre spet malo dol in je tak. Zakaj bi ga ven metal? Vse po moje se to vsem dogaja, sam noben noče priznati, veš, ne? Ja? Ja. Po moje imajo vsi še take fejlerje, ki po svojih hišah, veš, ampak o tem ne govorijo, ne? Meni pa to res in ta vabi sabi, ne, mi je zmer bolj bliz in če ga uspeš, recimo tale naročnik, ki smo delali tole hiško, za moža skritih kotičkov, ne, on ga je že v izhodišču uspel peljati. Mislim, fenomenalno si videl te fotke, kakšne je Kambič naredil. Odlično. Ja, tudi sam koncept, ne, jaz, ki sem tole hiše videl, sem rekel, to ne, kakšno napako si ti naredil. Mislim, jaz, če bi tebe Matej poznal prej, bi ti moja hiša projektiral, ne pa, da sem se sam lotil, pa, mislim, a veš, to je hiška, zdaj imam pa preveliko hišo, ne? Tam, ki jo delamo v Mokrem potoku, v tej ekološki vasi. Enostavno je prevelika, preobaltna, nekakor boh. A veš, pa sem, mislim, ta hiška na Barju je res fletna. Ta je res fletna. To, ki je srabno načeč. No, ampak to sam arhitekt ne more narediti, veš. To rabiš ti tudi naročnika tazga. Seveda. Ne gre, nemogoče. Predstavljaj si, kam bi tle prišli, če bi oni iskal lasaste razpoke v tistih objektih. Ne gre, ne? Ni. Meni je tudi zelo pri srcu. To je nek tak v bistvu sproščen način bivanja, nek tak, veš, da ti res uživaš v tem okolju, da prideš domov, da se spočiješ, da je hiša tako nekako mehko, pozitivno. Ne, da te obremenjuje. Se moraš še zmeraj vzdrževati, ampak jo na nek tak način. Včasih ti zaokroženi, mislim, sej, prvo preveč organsko, tudi, dobro, odvisno od naročnika, no, ampak fajn je, da je ta mehkoba, veš, da ni preveč ostrine noter v hiši. Včasih vidim tako objekte, ki so tako res napedenani, tako vogali, vse tako strogo in pa že cel dan si kirajo v službi, ne, pa prejš pa domov, pa še tist, kar gledaš, ne. A veš, vse tako minimalistično, strogo. Jaz ne vem, kako je bivati v takih hiši. To mora biti tako kar dosti naporno. Našpičen si pa, ne? Ja, ampak enim ne sede. Jaz sem imel že naročnike, preden sva začela uradno tole, sva se menila o teh padajočih slemenih. In recimo sem za enega projektiral tudi tam na Dobenem, ki pa mu res ni dogajalo, da bi mu nekaj padal, ali pa je šla skupaj diagonalno hišo, pa to kar nekak ni mogel. Ali pa včeraj sem imel ravno tukaj enega zanimiv človek, zelo zanimiv, na pol Američan, na pol Italijan, živi pa nad Bohinjom, drugače pa nek gorski vodnik. In je ful dober, res pa tudi občutek pa vse to. Ampak niti nisva se tako za projekt zmenila, on me je najel sem na ure. Svetovanje kot niti nisem vedel, kaj njemu svetujem, ker res človek vlada in tudi kaj svojo hišo deli, on tesaril s tesarjem in tako ima tudi okus, občutek, ampak potem sem videl, pa so tle presedela 2-3 urce in sva rešvala nek tloris in to in un. In na koncu je bil on vesel in zadovoljen, sem rekel super, fajn. No, ampak hotel sem to povedati, da neke rešitve, ker so tudi te njegove hiške zelo majhne, sva iskala neke rešitve, da pa ni to utesnen, pa nek prostor, tam nek bi moral dol prideti, pa sem, pa okol, pa nekaj in sem jaz eno steno tako postavil, ker mi je bolj odpirala prostor, bolj lepo mišla. Pa je nekaj časa še gledal, pa ena skica, pa druga. Pa rekel, can I say something? Rekel, jaz, sure. Ne seda mi preveč take linije. Ok, dober, v redu, ne? Bo pa tako, tudi diagonalne, ne? Po drugi strani imamo pa uno hišo v Izlakah, ki ste jo zdaj umetali, ki pa cela valovi proti naven in čist drugačne prostore, ker
tam smo zato tako naredili, ker jo nismo vedeli, kako jo orientirati. Nismo jo hoteli proti veterinarski postaji, ampak nismo jo hoteli pa tudi ne čist na travnik, ker je tam pa orientacija napačna, ampak pa še kdaj se ga lahko pozida. Ja, seveda. In smo pol lovili nekaj, zdaj, če pa hiša ima tako fasado, je pa orientirana njih kamor te paše. Ne. Ja. Ta mehkoba, te okrogline, take v bistvu, jaz to imam rad. No. Tako, vse, veš, jurta, ki so prej v njih gori, je dejansko čisto okrogla. Čisto okrogla, ja. In je to zanimivo, mislim, krivine so tako mehke, so tako bolj naravne, no, bi rekel temu, ne. Se pravi, v naravi drugače težko najdeš take zelo stroge linije, kote, pa tako ne. Tako da ja, v bistvu to je fajn, jaz mislim, da je to tako... Pa dobro, se niti po moje ne gre toliko za to, da bi naravo probal posnemati. Recimo, glih tam moj Peter, ki smo bili še tam na masterclassu, rekel, kako to naravo lahko poudariš. Tako da narediš ravno linijo. V bistvu res. Tako zelo zanimiva misel, ki mi da večkrat misliti. In to je bilo tudi pri tisti hiški, ki je čista kocka sred takih nežnih gričevij pa tako, ne. Sem se prav na njega spomnil, ker sem tisto delal. No, ampak že sam ilovnati umet. Recimo tale je za skromno življenje, ta v izlakah, ta druga, ki ste jo tudi, tam pa nima nič krivine, pa so ilovnati umeti lepo na mehko zaključeni, pa je čist drugačen ambient noter. Ta pod cerkvijo spada. Ta pod cerkvijo. Ja, ta je zelo lepa. Zelo všeč. In so jo te ilovnate meti tako zmehčali, tam se mi zdi, da je tista betonska stena je dobra. Ja, no sej, tam se mi zdi, da je dobra kombinacija. Ja, betonska stena, ki ima svojo, ampak ima teksturo. Ja. Pa ilovnato met. Ne bi zdaj kdo rekel, da sem jaz še neko frikne, pa tako da ne maram betona. Ne? Beton je tudi lep material. Ja. Tudi, v bistvu beton je tudi trajnosten lahko. Ne? Zdaj, če mi da gradiva most, ne, ki mora zdržati 100-150 let. Ja. Zdaj, če ga mi da zgradiva z lesa in ga bomo mogli 150 let narediti 10-krat. To ni trajnostno. Ne? Zdaj, če nek taka stvar je naredi z betona. Ne? Zdaj, tako da včasih tako ljudje pričakujejo od nekega človeka, da je tako, da bo tako. Ja, da je samo tako. Ja, zdaj ti pa to, pa to. Jaz sem začel tam, maknem pa to, kot to hišo delati, tako slikam temeljna plošča, betonska seveda. Ampak, je imela svoj razlog. Tla mehka, nestabilna, mislim, slabo nosilna, edina šansa je bila temeljna plošča. Lega pugalj, koliko je betona dal. In ti se prav še eko gradbenika, kva ne zdaj postavim na gume ali na hlode. Kot gradbenik vsem se moraš v bistvu zavedati, da imaš zadaj v bistvu zakon, v graditvi objektov, da imaš neko odgovornost in da vse stvari, ki grejo v kakršnokoli smer, tako ali drugačno ekološko morajo pač to podpirati. To v bistvu, kar pač država, ljudje pričakujejo, ne pa da vsake 5 let hodiš pol popravljati hiše. Tako se je začel pri nas tudi, so bili določeni pač fantje, ki so nekako bili neki pušeri, so navdušili samo graditelje, in tam so v bistvu tudi preveč poenostavljali stvari, ne moš to poenostavljati. Zdaj, ko si samo graditelj omenil, sam še tole stvar od gnezda. Vi imate tam veliko delavnic, tudi jaz sem svoje sodelavke pripeljal na 2, enkrat smo ilovnato med delali, je bilo nepozabno, drugič smo tistle, kaže, štukolustro. Ta delak nismo delali. Ja, to je štuko. Štuko je tole. Tole je štukolustro, ki smo ga. A imate še te delavnice? Ja, imamo še, v bistvu bi jih mogli imeti več. Ljudje v bistvu pričakujejo teh delavnic več. Malo smo se polenili, zdaj ta COVID se tako malo ni bilo treba, oziroma ni se dal. Ampak letos se pa zadeva spreminja, tako da bomo imeli kar nekaj teh delavnic, takih predvsem praktičnih. Tudi na objektih, ne samo pri nas. To nam zdaj omogoča tudi mečkam ta vas, ki se je zgradila, ta ekološka vas v Kočevju. Tam so skozi v bistvu različni objekti v različnih fazah.
In tam bo zdaj več tega, no, praktičnega znanja se da dobiti. No, pa tudi zdi se mi, da se med podjetniki, se pravi med graditelji hiš, nekako pojavlja ta tendenca. Zdaj, da prihajajo investitorji, ki rečejo, mi bi pa nekaj drugega, ne bi imeli teh gips plošč, a je še kaj drugega, Jaz imam same Evolca, no? Moji nočeš slišati za gips plošč. In zdaj mi kot podjetje ne moramo vsega Da tega. Knauf me ne bo nikoli sponzoriral. Okay, ja. V glavnem, in to zdaj, mi ne moramo to zdaj vse gnezdo narediti. Mislim, to ni pametno. Meni se zdi bolj pametno, da vsi to spoznajo, da je to tako dosegljivo vsakemu in da se pač vsak, ki pač dela hiše, gradi hiše, to sam znajde, naredi. To nam zdaj omogoča. Pa da je več mojstrov, da naredijo. Niso vsi tako spretni in tudi, ker se jaz spomnim, koliko časa sem umiral, da sem tole tole ploščico naredil. Zdaj pa, če si pomislim, da bi si moral samo tuš v tej obdelavi narediti, kar bi bilo krasno. To je dosti ekstremna tehnika. Ampak zdaj obstajajo te plošče, recimo ilonate, ki jih pa zna vsak tesar prvijačati. In zdaj, če ga naučim, recimo, tudi Bavta je tako naredil, recimo, se ful dobro znajde. To je meni super pristop. On ima svojega slikopleskarja, roka in rok je pa slikopleskar, zdaj boš pa še pačilovco naredil. Super, to je to. Ja, očitno se je tudi pri nas to prevesil, ker še se spomnim. Nekaj let nazaj je bilo, a bomo s ploščem ali bomo metali blat na trstiko, je bilo metanje blata na trstiko veliko cenej. Danes očitno je to delovna sila, cena dela pa to ni in je... To se spreminja. Tam. Mislim, da smo kar na istem. Ja, še zmeraj so plošče dražje, ampak sej skozi dvigujemo tudi ure. Ja, ampak je pa manj. Skozi dražja, tudi pri nas je delovna sila skozi dražja. Ja, tako. In v bistvu bomo šli v to smer, da bomo nekako sisteme prilagali temu, da so čim lažje, da je čim manj dela treba vložiti v nekaj. Pa tudi, če je za to material dražji, pač nekako ta balans. Mislim, v Nemčiji je to tako, če v bistvu umetavaš stene na trstiko z umetom, ali pa če v bistvu uporabljaš te suhomontažne ilonate plošče, je cena enaka. Čeprav so plošče trikrat dražje. Mislim, da smo zdaj tukaj nekje tudi pri nas. Ja, nismo še čisto. Ne, ampak bomo pa kmalu. Mislim, da je. Ja, bomo pa kmalu. Tako da v bistvu, zdaj pač seveda, kaj jaz pogrešam mogoče, jaz sem ta center tako zasnoval, da je dostopen vsakomu. In ni nekih egotripov tam. Jaz pač pride človek, ki se ukvarja z konopljenim betonom, rečem, lej, ok, super, on se ukvarja s konopljenim betonom, pride stranka, ki bi želela konopljen beton, lej, tukaj pa je k njemu, pa je on je strokovnjak. Zaprav, da bi ta center bil v bistvu ne samo gnezdo, pa mi, kaj mi delamo, pa kaj mi prodajamo, ampak da povezuje vse to. Zdaj, kar se pa povezovanja tiče, smo pa Slovenci še zmeraj moramo kakšno domačo nalogo narediti. Ne povezujemo se prav dobro, nimamo te izkušnje povezovalne, in zdaj pridobivamo, jaz upam, da nam bo to uspelo. To se mi zdi zelo pomembno. Povezovanje, ne v bistvu, da delamo, da mi v gnezdu nekaj raziskujemo, pa še ni trije projekti raziskujejo isto v istem času. Ja, razumem. In en za drugega sploh ne vemo. To je tako malo zgubljene energije. Ker vsak, ki bo prišel k meni, pa bo rekel, le pismo tole, nekaj razmišljam, rekel, le, v znanje, vse, kar imam ti dam, pa šibaj naprej. Nismo mi zato tukaj samo, da bi pač, ok, seveda preživeti treba, pa treba je zaslužiti, ampak v bistvu smo zato tukaj, ker v to verjamemo in ker nam je to življenjska filozofija. Je več kot pa samo denar. To je v bistvu... Ja, to sem pa tebi tudi pazil tako, ker nimaš neke potrebe, zdaj moram pa nujno jaz tudi del narediti umetenje, ti to dejansko prvo se deli, se da material kupiti, se da naučiti, se da... Meni se zdi, da je to v bistvu, če hočeš prijemati, moraš dajati, in jaz mislim, da ni druge poti, kot da se odpreš, da daješ stvari, Zdaj, seveda, kakšnim pol zaide malo na svoje, pa sej to nima vede. Jaz bi gledal, da smo povezani, pa da je to skupaj. Se pravi, v gnezdu, eno ekonomsko vprašanje. Prodaja materialov versus storitve, ko vi delate, kakšen je odstotek? Ja, storitev je še vedno bolj pomembna kot prodaja. A res? Ja. Čeprav bi načeloma mogli biti drugačni. Morali biti 90-10. Ja, seveda. Tukaj v bistvu
kaj se dogaja. Ne? Zdaj, seveda s tem principom, ki sem ga prej omenil, pač, da smo odprti za vse, da pač spodbujamo druge. Pa tako, ne? To ni glih neka breku, ekonomska, nek način obnašanja v kapitalističnem sistemu. Jaz pa mislim, da je. Da je, a? Ja. No, evo, super. Jaz pa mislim, da je. Ja. Jaz pa mislim, da je. Tako v bistvu, zdi se mi, da recimo te materiali, ki jih mi zdaj tukaj imamo, pa ki jih že dolga leta tržimo, pa zastopamo, konopljne izolacije, vse že barve, razna podjetja, ki so že 30 let v tujini in mi smo edini njihov partner tukaj v Sloveniji. Seveda to nikogar ne zanima, zato ker pač to zaenkrat ne prenaša neke hude dobičke. Ne? Ampak, ko se bo pa to spremenil, ne? Ko bojo te stvari bolj aktualne, potem bojo pa nastopili veliki igralci in bo reklo, aha, koliko ti slepogl pri vas šlepajo na bav na mesec enega, no mi jih bomo 10. Jaz sem mehna riba, ne? In bi po moje je prišel čas, da dejansko to zanesenjaštvo, ne, ki ga imam jaz, pa sanjaštvo, v bistvu nekdo spremeni v posel. A se pravi, da bi v bistvu bilo fino imeti enega ekonomista oziroma nekoga, ki podpira to tako tudi finančno, da drži zadevo in jo razvija. Ne. Zdaj pa še tak trenutek, ki je treba to narediti. Okay. Se pravi, bomo vrgla zdaj v eter, rabimo investorja, ki se bo s tabo na duhovnem nivoju, čustvenem nivoju pokompal. Ja, ne, to že mora. Mora imeti odnosa do tega. Ja, saj si imel partnerja, pa si ugotovil, da ni šlo skupaj. Mora biti za to, ampak mora biti pa tudi... Ponovadi je to v bistvu en človek. Ne? Če se ti pogovarjaš z neko korporacijo, z nekim podjetjem, je tam vedno veliko interesov. Ki se druga. Rabo bi nekoga, ki bi vstopil, ki bi v to verjel, pa da pač... Ja, ker zdaj pravi čas za to, to se sam razvija. Mislim, moraš vedeti, ko bi on vstopil, ali bi ne bilo nobenega efekta, ali pa bi delal zgubo, ali bi pa on naredil tudi neke stvari, ki tebi mogoče ne bi bilo najbolj všeč. Pa s tem ne mislim, da bi šel v kemijo, pa to, ampak pač, ne vem. To bi te prisilil, da bi ti na Instagramu vsak dan post naredil. Seveda, vedno je treba pač narediti neke korake. Če imaš partnerja, ni to tako, sam da... Razumem to, dobro razumem. Tako da, dobro, neke stvari so, ki jih je treba obdržati. Seveda, drugače pa bistvo zgubi, to je pa tudi brez veze. Že večkrat je bilo ta debata o tem bistvu, ali pač iti ven iz bistva, ampak si pa zunaj, si pa tako, kot vsi ostali. Ja, pa si pa tako, kot vsi ostali.